Spoštovane dame in gospodje, sedaj vam bom pokazal nekaj povsem nazornega, kar tematiziramo že več let, raziskujemo in oblikujemo tudi razlage, kako tovrstne fenomene lahko potem široka publika razume. Nahajam se v Švici pri kanjonu Via Mala pod nekdanjim svetiščem gradom Hohenrätien, se pravi na parkirišču pri cesti, ki vodi do vhoda, do vstopa v kanjon Via Mala, in tukaj je gorska stena pod nekdanjim svetiščem. Tam gor je tudi ohranjena celotna cerkev oziroma priprava za krst iz 4. 5. stoletja. No, in tukaj je potem ta gorska stena, in ko pogledamo tu ravno, vidimo povsem nazoren obraz Jezusa Kristusa. Gre pa za naravno skulpturo, se razume. To ni delo človeških rok, ampak je delo narave. In sedaj lahko prvič tako javno navržem. Naučiti se je treba, da pri teh simbolih ne gre za ljudi in zgodbe, bajke okrog njih, ampak gre za simbole, ki v umu človeka aktivirajo algoritme etike in morale. Se pravi, tu ne gre za neke pripovedke, nekega pridigarja, ki je nekoč živel in hodil okoli, v današnjem času se razume, ampak gre za tisto miselno kodo, kako biti humano človeško bitje. In še enkrat pravim, ta skulptura tukaj je popolnoma prepoznavna, je delo narave in prikazuje, da je dejansko vse eno. In svet je že tako daleč, da bo treba počasi to razumeti in si tudi priznati, da je pogosto oziroma kar vsakodnevno okrog nas, bodisi v oblakih, bodisi v skalah, bodisi v vodi, možno razbrati neke podobe, in te podobe niso naključne. Se pravi, lahko rečemo tudi, da so podobe, ki so potem nastale kulturno, bile nekako orientirane po teh podobah, ki so prvotno nastale naravno. Ampak okej, naj bo to za začetek zadosti. Še enkrat pa pokažem od blizu povsem nazoren obraz, kot ga pripisujemo Jezusu Kristusu kot simbolu, je viden v skalah v kanjonu Via Mala v Švici.